Sedaj imamo tukaj pred mikrofonom gospoda župnika iz Slivnice, Jožeta Šemna. Gospod župnik, kdaj ste začeli v vaši župniji z oratoriji? Od tega zdaj že 12 let. Nekaj let smo prav kolebali, ker se nam je zdelo, da nimamo dovolj animatorjev, pa smo nazadnje se vseeno lotili, smo rekli, kar bo. Bilo je 4 animatorje, pa 25 otrok in smo imeli 4-dnevni oratorij. Imeli smo občutek, da je dobro uspel in smo nadaljevali. Vsako leto se pač malo povečalo število, tudi do 120. No, oratorij je ena od večjih dejavnosti v poletnem času. Kako to vključujete v celotno župnijsko pastoralo? Naše pastoralno leto se lahko bi rekel konča konec julija. Takoj po pouku, po šolskem pouku imamo letovanje z ministranti in potem imamo en teden intenzivne priprave na oratorij, zato ker se v zadnjih letih zbira vedno okrog 100 otrok in je veliko priprav, tudi veliko animatorjev. Takrat otroci, torej animatorji, nimajo več šolskih obveznosti in se en teden posvetijo samo temu delu, prihajajo vsak dan, od jutra do popoldneva, kakor pač kdo zmore. In naredimo pač, kar je potrebno za tehnične stvari, potem pa tudi za duhovni del, pripravo katehez, molitev, delavnic. Hkrati pa je tudi več faranov vključenih v to pripravo v tem materialnem delu. Imamo pa posebej še 9-dnevnico kot molitveno življenje, pri katerem sodelujejo vsi farani, ki se pač vključijo v bogoslužje. In potem oratorij. In potem pride oratorij, to je pa za ta teden. Tudi tukaj bi lahko rekel, da na nek način sodelujejo drugi ljudje. Starši radi pridejo, da spremljajo jutranjo molitev in dvig zastave s pesmijo. Potem pa se oddalijo in tudi ob zaključku delovnega dneva ob 4 popoldne. Tudi tako je zanimivo pogledati ob ograji veliko staršev, ki to spremljajo. A če z ograjo? Kaj se dogaja in potem slišimo tudi, da se pogovarjajo o vsebini. Tako da imamo pač to kot vzgojni program, v dopoldanskem času bolj delovno, popoldanski pa malo bolj zabavno, ki je pa vendarle tudi vezan na vsebino tematike oratorija. No, sedaj po tolikih letih izkušnje z oratorijem, kakšno, recimo, duhovno razsežnost oratoriji dajo otrokom? Vsekakor je to en stik s cerkvijo in duhovnostjo. Recimo, v mislih imam pričevanje dvojnih staršev, s katerimi sem se pogovarjal pred kratkim. So rekli, da so otroci prišli domov zelo veseli, zadovoljni in predvsem zato, da se je kdo za njih zanimal. Animatorji namreč imajo nalogo, da skrbijo, da ni kakšen otrok osamljen in potem tudi so to otroci sami opazili, da je pogovor, govorjenje na dostojni višini. Tudi otroke imamo, ki niso pri verouku, ampak se učijo tega, bi rekel, odnosa na visoki kulturi. Drugi pa imajo seveda veliko več odnese tudi od katehez, kjer je pa strogo versko oznanjevanje. No, ravno to razmerje igre, druženje, informacija, kateheza, versko zadeva, molitev. Kakšen pomen pripisujete katehezi po molitvi? Tukaj vidite kakšno spremembo pri otrocih, da se jih dotakne in kako? Za osnovo oratorija, ki je pač salezijanska zadeva, poznate, ima 4 stebre. Tu je dom, se pravi, treba poskrbeti, da vsak otrok počuti doma
kot v družini. Tu je šola, učijo se za življenje, tu imajo delavnice. In tu je kateheza, kjer imajo pravzaprav molitveno življenje, in je to cerkev, kjer je srečanje z Jezusom. In pravzaprav vidim, da so drugačni ti otroci po oratoriju, tudi odnosi med nami so, bi lahko rekel, kar bolj prisrčni, kakor pa bolj širokega razpona, ne? Mislim, so bolj odprti, sproščeni do vas. Kakih zavor jaz ne čutim, pa bi rekel, da tudi otroci ne. Ja. No, župnik, hvala lepa za ta teološki uvid, pa to teološko refleksijo o oratoriju. Ja, hvala vam za res. V studiu imamo 3 animatorje oratorija v župniji Slivnica, dekanija Dravsko polje. Najprej se bodo predstavili in potem nam bodo razložili, kako so letos pripravili ta oratorij. Današnji dan poteka tukaj v Mariboru, tudi v našem studiu, pa čez testov boste potem videli tudi posnetke celotnega delovanja tega oratorija. No, pa bi šel kar po vrsti, gospod, najprej ime, priimek, pa si študent, dijak in zakaj si animator? Sem Boštjan Čander, sem pomočnik voditeljice oratorija na Slivnici. Sem končal 2. letnik na biotehniški šoli programa mehanik kmetijske mehanizacije. Jaz sem Viktorija Knez, jaz sama prihajam iz župnije Hoče, v Slivnici pa pomagam kot animatorka, tokrat že 3. leto. Sem študentka, zaključila sem 2. letnik teologije tukaj v Mariboru. Zakaj pa sem sploh animatorka? Prav zaradi tega, ker imam rada otroke, rada delam z njimi in bi rada, da tudi oni spoznajo Jezusa v taki luči, kot sem ga spoznala jaz. Jaz sem Maja Vekuš, prihajam iz župnije Slivnica pri Mariboru. Letos sem voditeljica oratorija. Sama pa sem letos končala srednjo šolo za oblikovanje Maribor, smer medijski tehnik. Tako kot je že pa Viktorija povedala, tudi sama sem rada z otroci in pokažem pravo pot do Jezusa in jim tudi predstavim, da je animator biti super. Zdaj pa mogoče malo opišete, kako so oratoriji organizirani v vaši dekaniji, dekanija Dravsko polje. Slišal sem, da največji oratorij je prav v Slivnici. Kako je to organizirano letos? Ja, tako kot ste že rekli, je največji oratorij v naši dekaniji prav v Slivnici. Tukaj se vsako leto zberejo okrog 100 otrok, včasih celo več. Imajo pa posamezne oratorije tudi po drugih župnijah, v dekaniji. Kako je to organizirano pri nas? Pač prihajajo večinoma otroci iz Slivnice, povabljeni so pa tudi otroci iz drugih župnij. Prav tako tudi animatorji, tudi animatorji so z drugih župnij nam pomagajo. In dan se začne kdaj, ob 9? Tako, dan se začne ob 9, nekateri otroci pridejo že prej. Potem začnemo z himno, z dvigom zastave, z molitvijo. Nato pa nadaljujemo po programu, pač zaigramo igrico in predstavimo temo tistega dne. Nato se razdelimo po katehezah, vsak razred ima svojega animatorja. Potem je čas za kaj za prigrizniti, za kosilo. Nato imamo tudi delavnice in pa na koncu pripravimo tudi veliko igro, kjer se otroci razigrajo. No, tema letošnjega oratorija je skupna za celo Slovenijo, ne? Ja. In to je? Ostržek. Ostržek, lahko malo opišeš, kako je? Ja, Ostržek je lik v zgodbi otroka. Tema celega oratorija je Zdaj gre zares. Zdaj to temo potem razdelite vsak dan eno poglavje? Ali pa Vsak dan eno poglavje. Igra je razdeljena na 5 dni in uvod. Pač mi v naši župniji zaigramo prvi dan uvod in prvi dan hkrati, ker v soboto nimamo katehez več.
Kateri del oratorija je vsebinsko najmočnejši, kjer otroci največ zvedo, pa tudi kjer so najbližje tej glavni temi zdaj zares ali pa vsebini ostržka. A so to delavnice ali je to kaj drugega? Najpomembnejši del oratorija je absolutno kateheza. Zakaj? Zato, ker v katehezi animatorji lahko predstavijo, razložijo v bistvu tisti dan, temo tistega dneva. In otroci s pomočjo animatorja spoznavajo pot do Jezusa, njegovo življenje, kaj je bilo dobro, kaj je slabo. In v pomoč nam je ostržek. Z pomočjo ostržka vidimo, kaj je ostržek delal slabo, kaj je delal dobro. In tako se otroci jim približamo to temo letošnjega oratorija. To je pogovorno figurativna, se pravi, tudi se igrajo, tudi kaj narišejo, tudi si med seboj povedo, tudi si izmenjajo svoje stališča. Res je, pogovor, izdelujejo kaj, pišejo, rišejo, vse ustvarjajo. Kaj pa igra, je pa samo sprostitev, fizična sprostitev. Ali tudi nekako vključena v vsebino oratorija? Velika igra? Velika igra je tudi velikokrat povezana z vsebino oratorija. Le izjemoma, kadar imamo tudi vodne igre, imamo pot preživetja, ali pa danes izlet, takrat pa dan prilagodimo in se igre večinoma ne vežejo na temo. No, danes ste prišli iz Slivnice v Maribor. Je to bilo v programu? Res je, to smo načrtovali že nekaj časa, da bomo nekam šli, ampak smo kasneje šele dogovorili kam. In pa nekje rabimo velik prostor, da se otroci lahko igrajo in da ni nekje prometno, da se otrokom kaj ne zgodi. No, tu je tak prostor, ne? Tu je super prostor. Potem pa še bodo spoznali televizijo Exodus, ne? Tako da, no, koliko je v celem oratoriju, koliko je tega programa, ki informira, ki širi obzorje? V bistvu cel oratorij informira. Od jutra do večera otroci spoznavajo nekaj novega, tako da se v bistvu ni nič kaj nezanimivega, lahko rečemo. Kako pa, recimo, otroci so različne starosti, pa tudi različnih interesov, kako pa te možne napetosti ali pa nerazumevanja ali pa slabo voljo, kako to rešujete? Kako to rešujemo? Ja, Ker to skupaj so 8 ur, ne, bijansko. to je res. Pač poskušamo, animatorji smo tisti, ki poskušamo vse otroke med seboj povezati. Tako v igri, dobro, kateheze imajo po razredih ločeno. Pač v tem času, kar ga preživimo, čisto vsi skupaj smo animatorji tukaj tisti, ki rešujemo napetosti, če pride do kakšnih, in pa otroke pač povezujemo skupaj, da se razumejo tako tisti najmanjši med seboj, pa tudi s tistimi najstarejšimi. No, kako so pa razdeljeni otroci, ker to je starost od 6 let pa do 14 let, ne? Tudi manj let, tudi predšolske imamo tudi posebej skupino kateheze, potem pa prvi razredi, drugi razred, tretji razred, četrti razred, peti razred, šesti sta 2 skupini, pa 7. razred sta 2 skupini. 8. razred pa že pomaga pri Izvajanju oratorija. Pri molitvah po koncu katehez. To so tem že kandidati za animatorje. Ja. Pa to sprejmejo, to vlogo? V večini sprejmejo, ja. Pa se to hitro učijo, kako je to? Ja, tudi so določeni nekateri animatorji, da jih spremljajo, jim pomagajo, da se stvar spelje. In to je vsako leto malo drugače. Zdaj, vi ste kolikokrat že animatorka? 5 let nekje najmanj. 5 let. Ja. No, in kakšne so izkušnje do zdaj? So vse pozitivne, oziroma kje vidite kakšno novost, da se nekaj novega pojavilo, kar recimo prej ni bilo? Ja, vsako leto je nekaj drugače, naprimer. Od začetka ni bilo igre za dež, ker velikokrat, včasih se zgodi, da med tednom nas pač preseneti dež in ni še bilo igre pripravljene za dež in smo pač se mogli znajti z filmi, z risankami in tako dalje.
Zdaj pa so že tako, so nas že pripravili te igre, da lahko se tudi znajdemo, da pač nismo v zadregi, kadar pride dež, ne. Drugače pa vsako leto je več delavnic, v knjigi je seveda premalo delavnic za naš oratorij, tako da jih moramo še sami dodati, ampak se izboljšuje. Upamo, da bo enkrat, ne vem, predlog vsaj 8 delavnic. Dobro, no to zdaj tak zelo ukviren uvod v celotno delovanje oratorija. Dragi gledalci, veliko boste tudi videli sami iz posnetkov, kako potekajo delavnice, kako potekajo igre, potem kako drugi otroci sami to ocenjujejo, tako da upamo, da boste imeli tak bolj celovit pogled v to, kaj je oratorij in kakšna dobra stvar je to. Jaz sem Gaja Mitrović. Mi smo zdaj v delavnici izdelovanja perlic, pa nam gre kar dobro, se zabavamo vse, pa ima vsaka mešano zapestnico naredo, zato je zelo zabavno jim. Ja, drugače, nekatere so že končale, približno tako izgledajo, drugače pa nekatere pa še delajo. V delavnici nas je približno 14, vse skupaj pa so še 3 animatorji zraven. Eva Šoštarič. Eva, kako se tebi zdi tale delavnica izdelovanja zapestnic? V redu. Koliko si jih že naredila? Eno, do zdaj še eno, drugače pa jih več. In kako izgleda tole izdelovanje zapestnic? Super. Povej mi potek malo, kaj moraš najprej narediti. Prvo dobiš vrvico, pa si prvo še si izbereš tote modelčke, kaj boš imel, potem pa začneš go delati, pol pa samo ti učiteljica zaveže, pol pa imaš v zapestnico ali pa v grlico. Mi pokažeš, kako imaš, kako si naredila? Šem pa tako. Alina. Alina, kako se pa pišeš? Letonja. Zdaj mi pa povej, kako se je pa tebi zdelo na delavnici izdelovanja zapestnic? V redu. V redu? Kako zapestnico si naredila, boš pokazala? Tako. Kako si jo pa naredila? Najprej sem izbrala predmete, katere bom imela, pa sem mogla iti po vrvico, da sem jo naredila. Potem pa sem samo davala v vrvico v luknjice. Pa ti jo boš nosila ali jo boš komu podarila? Mogoče bom dala bratu. Bratu, hvala ti. Namen športne delavnice je, da se otroci rekreirajo, da se tudi zabavajo in pred športno delavnico jim dam na izbiro, kaj želijo početi, ampak pač, ker smo tukaj, imamo na izbiro, da igramo nogomet samo. Otroci se pri nogometu zabavajo, rekreirajo, mislim, da jim je fajn, tudi na oratoriju drugače, igramo nogomet, košarko, odbojko. Tudi punce sodelujejo pri ostalih športih, samo pri nogometu? Ja, pri ostalih športih sodelujejo, ja, igramo odbojko skupaj, pa košarko. Za nogomet pa nisem najbolj navdušen. Kako si pa zadovoljen s pristopom? Ja, Zanimanjem? zanimanje je veliko, ne? Ampak treba narediti red, da potem lahko otroci v miru in lepo igrajo, da se ne poškodujejo in da vse steče tako, kot mora. So dobili zdaj kakšen zagon zaradi evropskega prvenstva mogoče? Pa mislim, da so. Dosti smo se pogovarjali glede evropskega prvenstva, glede ekip, za koga navijajo. Ja. Si jim tudi razložil, ne vem, pomen ekipe? Ja, saj dosti jih trenira, tako da tudi vejo v bistvu, kaj je pomen ekipe. Smo se tudi pogovorili pred tem, razdelil sem jih, da vejo, kdo je vodja oziroma kapetan ekipe, katerega se upošteva, uboga tudi. Če pa pride do kakšnih večjih komplikacij, pa sem zato tudi jaz. Malenkost. Staž Delbljanki. Staž, kako se ti zdi športna delavnica?
Zabavno je, pa nogomet igramo, pa košarko, pa odbojko, vse. Spravi različne športe spoznavate. Ja, Kateri pa ti je najbolj fajn? nogomet, Zakaj? ker ga tudi treniram. A ja, treniraš ga? Kako pa primerjaš, recimo, ko treniraš pa igraš tam, pa tukaj s fanti, ko igrate? Da je tu pač malo lažje kot tam na treningih pravih, pa na tekmah. Pa ni tako strogo. Ni tako strogo in to ti je všeč? Pa da je Ja. tako prijateljsko vzdušje bolj? Ja, Kaj pa ko punce, ko ne igrajo z vami, je tudi fajn? skoraj nikoli ne igrajo. Skoraj nikoli? Ok, hvala ti. Kdo potem pa ovrednoti delo oratorija? To samo vi animatorji ali tudi vprašate otroke, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč? Kako je to? Po večini vrednotenja oratorija upravljamo mi animatorji skupaj z našim gospodom župnikom. V bistvu ovrednotimo vsak dan posebej, že takoj po samem zaključku dneva. A ja, ko otroci gredo, ste vi, Tako je, mi ostanemo in pač ovrednotimo dan. to kaj zapišete? Ne zapišemo, ne, pač trudimo se, da kar povemo, da je bilo narobe, da nas je zmotilo, da se v naslednjih dneh potem to odpravi, recimo, ali pa kar je bilo dobro, da to ohranimo. Je pa celotno skupno vrednotenje oratorija potem, ko si animatorji pač privoščimo zaslužen počitek na morju, takrat pa potem je res tista celotna refleksija oratorija. Pa to imate tudi čas, ne? Kako? To imate tudi čas na morju. Tako je, seveda. No in kakšne so do sedaj izkušnje? Kje ste največ dosegli v tem tednu oratorija? Kaj otroci največ odnesejo? Kaj otroci največ odnesejo? Po vaši presoji, zdaj to je zdaj težko reči, ampak tako. Kaj ste vi ugotovili, da je bilo res uspešno, dobro? Zelo jim je všeč recimo igra, predvsem ko vidijo pač to, kar mi predstavimo z igro o Stržku. To, kar se mi zdi dobro, mislim, spremljajo, jim je všeč sploh, ker imamo take zanimive igralce, pa tudi rekvizite oziroma pripomočke, s katerimi si pomagamo, da otroci pač to lažje dojemajo. Ker potem pri katehezah opažamo, da so si kar zapomnili, mislim, jih je zgodba pritegnila in ostaja to v njih. Kar pa se najbolj veselijo na oratoriju, se mi zdi pa, da so to velike igre, da je res to tisti najbolj zabavni del za njih, pač hodijo po postajah, opravljajo naloge, se preizkušajo v takšnih in drugačnih rečeh in ne vem, no to je neka taka stvar, se mi zdi, ki jo res vsi že od jutra nestrpno čakajo. Se pravi, da je ta vključevanje v skupnost vrstnikov, da jim je to všeč. Ja. Mislim, da to ni odveč, ampak da je to in navdihuje. Ne, to imajo precej radi, ja. Kdaj pa začnete načrtovati za prihodnje leto? Kdaj začnemo načrtovati za prihodnje leto? To naj bi začeli že takoj, mislim v septembru. Že takrat si razdelimo določene naloge, potem pa pač prilagajamo določene priprave, mislim, kar je treba prej pripraviti, kaj kasneje, pa pač prilagajamo temu. Če šolsko leto pa nimate stika z otroci, ki so bili v oratoriju? Seveda imamo pri verouku. A je pri verouku? Ja, ja. A tisti, ki so bili v oratoriju, imajo kaj posebnega? Ne. Ne, verouk poteka normalno. Ampak se tudi spomnite, kaj je bilo pri oratoriju? Tudi včasih, ja, seveda. Kaj pa tisti, ki so zdaj že to skozi dali, ko so že zdaj že srednji šola pa to, kakšne spomine imajo na oratorij? Ja, jaz mislim, ki so zdaj mladinci, ne? Ja, ja. Kakšne spomine imajo na oratorij? Jaz mislim, da dobre, glede na to, da zdaj sodelujejo kot animatorji, mislim, da slabih ne morejo imeti, ne. Sama nikoli, lahko povem, da sama nikoli nisem bila udeleženka oratorija, padla sem noter kar kot animatorka, tako da mislim, sama iz lastnih izkušenj ne morem povedati, ne. Yeah. Ampak glede na to, da je
veliko mladih, oziroma mladincev ostaja potem animatorjev. Mislim, da imajo kar dobre izkušnje. Je to dobro znamenje. Tako je. No, bi ti kaj povedal o tem, tistem globinskem vplivu oratorija na razvoj otroka? Ja, globinski vpliv na razvoj otroka je največ zvedo o veri, o Bogu. To mi tudi preko igre in drugih stvari jim skušamo dopovedati, nasploh prek veselja. Torej, sporočila gredo preko besede, preko pogovora, preko simbolike, igre, ne? Potem pa to, ko ste rekli, da imate dobre igralce, ne, da predstavijo vsebino. Ste presenečeni nad stopnjo dojemanja tega igralskega dela, ker to je nekaj novega, ne? Otroci se slišijo prvič, da jim nekdo nekaj pove preko predstave, ne? Ja. Kako vidite, kako je to zajame? Ali naduši osebnost igralca, ali vsebina, ali oboje? Jaz mislim, da kar celostno, mislim, nekako si lažje vse skupaj predstavljaš, ko ti nekdo, ne vem, zaigra, pa ga poslušaš, pa gledaš tudi njegove reakcije, ker pač igralci poskušajo se vživeti v tiste vloge, ne. Mislim, da vse to skupaj pač je lažje razumeti to, kot pa ne vem, da nekdo samo stoji pred tabo, pa ti zgodbico prebere, ali pa kaj drugega. Pa je več dinamike, več dogajanja. Ja. No, še mogoče zadnje tako, za informacijo našim gledalcem. Po vaše, zakaj so se oratoriji tako prijeli v slovenskem prostoru? Ker zdaj po zadnjih podatkih, v zadnjih letih je okrog 13,000 otrok gre skozi oratorije v celi Sloveniji, ne? Je to ena taka zelo posrečena oblika dela z mladimi, pa tudi nova oblika evangelizacije, kaj bi rekli? Ja, jaz mislim, da je to neka oblika v nek teden, katerega otroci preživijo koristno. Mogoče, če nimajo priložnosti čez leto, naprimer ne hodijo v verouko, lahko tisti teden med počitnicami ugotovijo, da pa mogoče vera ni nič slabega. In zato je ta oratorij res tisti, kateri si je seveda to zmislil, je res nekaj super. Jaz bi priporočala, da vsak enkrat to doživi, da čeprav vam mogoče ne bo všeč, pa še pride naslednji dan, pa bo mogoče vedel, da je naslednji dan drugačen od prejšnjega, pa da mogoče tudi postane animator, ker tako smo rekli, animator je biti super. Je pa, mislim, po mojem mnenju je res to en teden, ki je res koristen za otroke in za mladino. No, še mogoče dve podvprašanji. Teh 8 ur, a je to prenaporno za otroka ali to zmorejo? To je skozi nekaj dogaja. Jaz mislim, da oni zmorejo še bolj kot mi animatorji. Res, definitivno. Oni so na koncu dneva še bolj polni energije kot mi. Tako da ni prenaporno. Ni? Ne, mislim, vsaj kolikor jih gledam, ne. Ni kakšen, ki bi bil omahnil? Ne. To ni, ne. Prej se z nas zgodi, da mi animatorji omahnemo kot pa otroci. Mi smo iz oratorija in zdaj delamo gosenice. Kako pa izdelujete gosenice? Iz škatlo za jajca in jih pobarvamo in naredimo luknjo not in damo tipalke in pa še naredimo očke, nos pa usta, pa je naša gosenica narejena. Tole je ena ta manjša in je zelo lepa. Tako kot sem rekel, očka je naredila, ampak zdaj še rabi nos pa usta. Tale je tudi lepa in če bleščice ima gor, tako kot tista, ampak tista ima vijolične. Kako dolgo je pa trajala izdelava? Izdelava je trajala pol ure.
tole je tudi gosenica in ima zelo dolge tipalke. In tudi barvna je. Modra, zelena, java. Kot je pa ime? Ana. Danes smo z najmanjšimi otroci delali gosenice iz škatel od jajc. Najprej so jih pobarvali, potem so jim naredili še tipalke, pa očke, pa še bleščice na koncu za punce. Rekla si danes, kaj pa sicer delate v vaših delavnicah? Tudi pač vsak dan ustvarjamo, včeraj smo delali, včeraj boste povedali otroci? Ne, to smo delali v ponedeljek, smo delali lutke, kaj pa včeraj? Posteljka iz klupic. Ja, klupice za strški. V prihodnje pa še bomo delali metuljčka iz volne, to vas še čaka, tako da se imamo fajn. Ja. Hvala ti. Hvala. Ok, pa recimo glede prehrane, ker to je zdaj, vsak ima svoj režim doma v družini, to je vse raznoliko, tam pa je pač skupaj, ne? To sprejmejo, so izbirčni? Sprejmejo, tu pa tam se najde kakšna izjema, ampak vse lepo uredi. Se prilagodijo pa... Se prilagodijo. Pa to ni tak problem, ki bi motil, ne? Ne. Aha. No, mogoče še vsak kakšno sporočilo staršem po Sloveniji. V čem vidite, to malo ste že omenili, ne, da je prav, da pošljajo otroke v oratorij. Zakaj? Zakaj? Ja, tako sem že rekla, ta teden med počitnicami lahko otroci preživijo koristno. Kot so zdaj slišali, delamo in počnemo veliko stvari. Otroci niso nikoli sami, smo animatorji tukaj. Tudi pod nadzorom gospoda župnika, brez skrbi. Tako da za varnost je definitivno poskrbljeno. Mislim pa, da nič ni narobe, če se otroci igrajo z sovrstniki, ustvarjajo, pa se naučijo tudi kaj koristnega. Jaz bi pa rekla tako, da pač tako kot je že Maja rekla, tudi to, mislim, je ta teden res preživijo koristno. In pa v bistvu nekateri starši, ne vem, ne pošljajo svojih otrok prav zaradi tega, ker je pač to v sklopu cerkve in je tu zraven prisotna molitev in take stvari. Ampak jaz mislim, da to ni taka slaba stvar, mislim, nekako v bistvu nas to še bolj, mislim, molitev je ena stvar, ki nas še bolj poveže, ki so zaradi katerega smo še bolj celostna ekipa, kot pa v katerihkoli drugih delavnicah, ki so izven cerkve. In pa, ja, mislim, no, ni to nič. No, recimo ti si fant. Zdaj fante drugače sprejemajo otroci kot recimo punce, ne? Kako ti čutiš, kako otrok, recimo punčka ali pa fantek, ki te ni poznal, pa te sprejme? Ne? To je, za otroka je to en napor, ne? Spet je novo osebnost, pa čisto nov pristop k njemu, skupaj ste toliko ur vsak dan, ne? Se pravi, nekaj se tu zgodi, ne? Se pravi, otroci se odpirajo drugim odraslim. Kje ti tukaj vidiš, da so sedaj, recimo, v teh letih ti otroci sposobni tega odpiranja? Kako to pokažejo? Najmlajši, predšolski, prvi, drugi razred, pol so mogoče, ja, pol so tista srednja generacija, so malo bolj sramežljivi, postanejo malo bolj sramežljivi, tam od 5. razreda naprej, testo pa spet... So pa že enaki, ne? Testo pa so že enaki, ja. No, kako to enako sprejemaš, ker ni enakost, ne? On je toliko mlajši, ne? Ampak kaj se dogodi med teboj pa med fantom, ki je star recimo 11 let, to je 5. razred, ne? Približno. To je, on gre iz sebe ven, ne? To pravi, sprejema odraslega fanta
na način, ki je tudi sprejemanje, pa tudi zaupanje, ne, pa tudi nekaj mu sporočiš, nekaj simpatičnega tebe vidi. Kaj se to dogaja? Ja, so kar precej živahni, moraš, kako bi rekel, izbrati pravo metodo, da jim nekaj, eni so manj, drugi bolj živahni, pa do zdaj smo se še vsako leto znašli. Tudi, to bo tudi časi počakati, ne, da se imajo en ritem odpiranja drugih, ne, tako da. No, kako pa vi vidite, recimo, odnos teh fantov, ki so v oratoriju do vas punc? Kako vas sprejemajo, kako jih vi sprejemate, kaj se tukaj dogaja? Ker za njih ste neka novost, ne? Ja, verjetno ja, mislim. Pač ni nekih posebnosti, pač sam znati moraš pristopiti k njim. Kaj je to, s kakšnim pametnim vprašanjem ali da ga uvedeš v kakšno dejavnost, v kakšno igro ali pogovor ali... Karkoli, mislim, znati moraš, kako naj rečem, vedeti, da pač fantom pač do njega moraš pristopiti tak, puncam drugače. Jaz mislim, jaz osebno nimam težav, no. Pač... No, če imate pred seboj enega fanta, ki recimo je bolj tak intelektualen tip, ne, pa bolj razmišljajoč, pa to, pa te čustvene zadeve recimo se še niso mu odprle, kako k takemu pristopiti? Kako vi pristopite recimo? Ja, nič na silo, to je najprej. Pač nekoga, nobenega otroka sili, da ti nekaj pove. Postopoma, naprimer, če ti na začetku ne takoj pove, ali pa ne vem, tudi še čez par ur, ne, pač te pa naslednji dan. Ne vem, nič pa siliti v otroka, ker te se zapre v sebe, pa gre, pa ponavadi joče, tudi mulo pase, če je treba. Res, mislim, jaz osebno pogovor, največkrat pogovori še, oziroma večinoma krat pogovor, res. Če pa vidimo, da otrok, ne vem, najprej muli ali pa mulo pase, pa najprej se z njim, ne vem, tudi znoreti ven, tudi to velikokrat pri fantih, da se nanorijo, pa bojo povedali vse, kaj jih pač teži. Kaj gre za res, da pojdimo v svet, resnica nas odvira noter mi. Dober živi, čarovnija veli, skupaj sanjamo se vsemo močeni. Kaj gre za res, da pojdimo v svet, resnica nas odvira noter mi. Dober živi, čarovnija veli, skupaj sanjamo se vsemo. Pogovor v bistvu o tem, kaj se dogaja našim otrokom danes, s čemer vse so obremenjeni. Kaj vse za ene vzorci dobivajo, kako se morajo obnašati, kako morajo izgledati in kaj v bistvu je, kakšen je način, da se drug z drugim družijo. In kaj ste jim svetovali? Predvsem to, da najprej vso to komercialno kramo odmislijo, da najprej razumejo in vidijo nekoga, ki jim je všeč, takšnega kot je. Ne takšnega, kot bi ga želeli, po nekem, tako kot sem rekel, vzorcu, ne po načinu obnašanja, nekem vnaprej določenem, ampak vsak človek je edinstveno bitje in dejansko ta komercialni način, ki ga danes nam vsiljujejo, potem to edinstvenost vsega človeka zatre. Dejansko je na nas starših odgovornost, da otroke o tem obvestimo, da otroke naučimo to dejstvo oziroma jih soočimo s tem, da dejansko to ni resnica, ki jo vidimo na televiziji, še manj resnica, ki jo vidimo lahko na spletnih straneh. To je plod domišljije režiserjev, življenje samo je pa
malo drugačna. No. Pri mladostnikih je težava v tem, da svojega odnosa ne morejo spostaviti, ker enostavno so prenehali komunicirati drug z drugim, ker znajo samo preko mobitela in teh internetnih Facebookov in ne vem česa vse komunicirati in on s tabo zdaj se druži, pregovori 2 besedi, čez pol ure gre narazen in potem vzame telefon v roko in se s tabo dopisuje do noči. In dobesedno več ne znajo pogledati ne v oči, se pogovarjati, graditi odnosa in to se isto ne samo med samimi najstniki dogaja, ampak tudi napram mami, očetu in dobesedno se več ne komunicira niti doma, ne. Se otroci in starši se ne pogovarjajo, se ne družijo za isto mizo, starši ne prenašajo na otroke svojih izkušenj nekega življenja, ki se v živi naravi dogaja, ne v imaginarnem svetu, preko nekih iluzij, pa preko nečesa, kar je ravno Marko pregovoril, torej tistih medijskih sporočil, ki ti pač kreirajo tvojo podobo. In ti si zgubil samozavest, ker nisi po vseh teh pravilih in vzorcih, ki so bili nastavljeni. Isto potem tretiraš tistega, ki ti naproti pride, če ni takšni, pa takšni, pa takšni, se z njim ne pogovarjaš, se ne družiš, ker ni pomerili. In to je dolgoročno gledano, to je ena katastrofa za ves narod, zaradi tega, ker ljudje se več ne poročajo, ker ne najdejo partnera niti pri 40 letih več. In če gledamo tudi iz tega, da je pol tisti delovni narod in nadaljevanje nekega naroda skozi rojevanje otrok in potem v mojih očeh lahko en narod čisto mirno izumre po takem ključu. Prenehalo se je, da bi se zanimal ti, da bi ti, ko prideš z otrokom v kontakt, da bi tebe zanimalo, kaj se je s tem otrokom danes čustveno dogajalo, ti ga sploh več nič ne vprašaš, razen tega, si dobil kakšno ceno. In on odgotovi, ali pa da ga enostavno vprašaš, kako je bilo v šoli, pa on reče dobro, pa ti prenehaš. Ok, gremo dalje, sedimo in delamo dalje. Ti ne vprašaš, kaj je bilo tisto dobro, zakaj misliš, da je bilo dobro, kaj se ti takega zgodilo, da ti rečeš, da je danes bil pa dan dober. Torej ti niti 3 stavke več za otroka ne uporabiš, ampak odgovor njegov, dobro, ok, se ne rabim več s tabo ukvarjati, opravljam svoje stvari. Ena mama, ki da svojemu otroku telefon v roke, zato da bo mir imela, pa lahko svoje trače revijo brala, ta primer je izgubljen. Tega ne moreš rešiti. Samo delilo se bo, je bil otrok, ki je zrastel v družini, kjer so skrbeli za njega in potem je drugi otrok tisti, za katerega je vzgojila televizija in bo šel v popolnoma sprano glavo, on bo otrok komercijale in bo samo še to zagovarjal. To je pravo orodje za, bom rekel, manipulacijo. Ja, tista ovca, človek, ki pride domov, se vsede pred televizor in črpa in potem načrtno kot robot gre v trgovino in vse to, kar smo na televiziji povedali, gre pa kupi. Zaradi tega, ker je tisto najboljše. Izklopi možgane, jaz vedno rečem, človek se vsede pred televizijo takrat, ko hoče izklopiti možgane. Ne? Jaz se tudi sedem pred televizijo takrat, ko hočem izklopiti možgane, ampak zavestno. Sedem se, pak izklopim možgane in potem, ko sem zaključil, ko imam dovolj, se zopet vklopim možgane. Eni ljudje pa ne znajo več izklopiti, sploh nimajo tega občutka, ker podzavestno, ker dejansko imajo to razmišljanje že vcepljeno v podzavest, ker so to cepljenje, to dobili že kot otroci. In to je ta problem. In bojo pač ljudje se delili na tiste, ki so cepljeni na komercialo in tiste, ki pač razmišljajo svojo glavo. In mi bomo pač tisti, ki bomo svojim otrokom povedali, da obstaja še kakšen drugi način. Ne? Se pravi, na koncu koncev tudi ta način, da človek prizna, da je svet ustvarjen, da sveta niso naredili, ampak je ustvarjen po nekih drugih, po božjem načrtu, ne pa po komercialnem načrtu. To bo razlika. Eni in drugi. Hvala. Vaše poslanstvo je to, da jim pomagate, da sebe izrazijo, potem, da se vključijo v skupnost, ne?
potem da sprejemajo recimo punce kot punce, fante kot fante, oboji, vestrani, in potem tudi, da imajo en tak, ko se rekli, zdrav odnos do Boga pa do Jezusa, ne. Tako da tukaj ta zadnji del verjetno je najbolj kočljiv, ne, zahteven, pa tudi najtežje to oceniti, ne. Če pa se to zgodi, ne, da recimo, da z veseljem molijo, ne, ali pa da mirno povedo to, kaj mislijo o Bogu, to je pa že velika stvar, ne, znamenje velike zrelosti. No, še eno vprašanje, kako pa vam animatorjem Duh pomaga pri vašem zorenju? Pri našem zorenju? Ja. Predvsem naš odnos z Bogom, gospod župnik, ki nas vodi, in pa jaz mislim, da tudi vsi ostali so animatorji, ki so ob nas. No, kaj pa vi rekli? Ja. Kaj vi tukaj, ne samo da je lepo biti z njim, ampak kaj dejansko tudi pridobite, ne? Ker to ni zdaj samo dajanje, ne? Tudi to je oboje stranska stvar, ne? Ja, mi dajemo, ampak s tem, ko se otroci smejijo, ko vidimo, da uživajo, da so nekaj spoznali, tudi mi prejemamo, ne, njihovo veselje. Pa tudi starši, ko vidimo, da so veseli, ko otroci pritečejo do staršev, pa jim vse povejo, kaj se jim je tisti dan dogajalo. To je prvo, ja. Kaj smo delali, pa kaj so vse pomagali tudi ošpičili, vse takoj povejo, in ko vidimo, da je to neko veselje, smo tudi mi veseli. To je tudi naš namen, da, mislim, to je tisto, kaj mi dobimo veselje otrok in staršev, pa tudi nek odnos z animatorji utrjujemo vsako leto bolj. No, recimo, ti kot fant, kakšen lik sedanjega sodobnega fanta ti želiš dati tem mladim? Ja, kako bi rekel, čim bolj preprost pa delaven. Aha, se pravi, da tisto, kar spoznaš, da treba tudi uresničiti, to pomeni prenesti v dejanje, ne? Ja. Pa to sprejemajo? Eni bolj, drugi manj, odvisno tudi od tipa otrok. Pa od starosti pa to? Pa od starosti, to pa najbolj, ja. Hvala lepa. Tudi hvala vam, ne? Hvala. Thank you.